Prehajamo na 8a točko dnevnega reda. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, zakonodajna iniciativa. Pobudo Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide za sprejem predloga zakona ste prejeli z obvestilom o razširitvi dnevnega reda in sicer po elektronski pošti 11.9.2020. Z obvestilom o razširitvi dnevnega reda današnje seje ste 11.9.2020 v elektronski pošti prejeli tudi poročilo Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide k predlogu pobude za sprejem predloga zakona in predlog sklepa Državnega sveta v obliki predloga zakona. Prosim, da morebitne amandmaje vložite v pisni obliki. Sedaj pa sprašujem, ali želi besedo predstavnik pobudnice za sprejem predloga zakona za predstavitev vsebine zakonodajne iniciative, hkrati pa tudi poročila pristojne Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide o sprejeti odločitvi o vložitvi zakonodajne iniciative. Da, besedo ima državni svetnik, podpredsednik komisije Danijel Kastelic. Izvolite. Spoštovane kolegice in kolegi, gospod predsednik, hvala za besedo. Ne vem, če bomo sploh sklepčni, seja današnja je vsebinsko zelo zahtevna in verjamem, da čas naredi svoje. Oglašam se jaz tukaj iz, kako bi rekel, filmskega studija. Le tale del vidim od začetka, kar je Državni svet prenovil svojo dvorano, da je frekvenca kamer in vsega velika, tako da zelo težko spremljam tudi jaz ostalo sejo, pa vendar upam in pa prosil bi za v prihodnje, ali da se me prestavi na neko drugo mesto, ker ne vem, včasih se počutim, ali sem kamerman ali sem že montažer. Toliko za začetek, preden predstavim svojo našo komisijo in pa seveda tudi predlog, ki je bil podan za zakonodajno iniciativo. Komisija za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide je 8.7.2020 sprejela sklep, naj strokovna služba Državnega sveta v imenu komisije pripravi predlog novele zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Predlog pripravljalne zakonodajne iniciative je komisija obravnavala 10.9., jo sprejela in predložila v obravnavo Državnemu svetu. Pri pripravi finančnih posledic predloga zakona nam je s podatki pomagal tudi Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, za kar se poleg strokovne službe Državnega sveta najlepše zahvaljujemo. Kot veste, smo v Državnem svetu že dlje časa opozarjali na problematiko pravice do invalidnine, saj so med osebami s telesnim okvarom po sprejemu SPIZ-2 nastale velike razlike. Trenutno veljavna ureditev v SPIZ-2 je tako diskriminatorna za tiste zavarovance, ki so v preteklosti vplačevali prispevke za invalidsko zavarovanje, a je njihova trenutna ali novo nastala telesna okvara ni povezana s poškodbo pri delu ali poklicno boleznijo. Slednji so na podlagi trenutne ureditve v neenakopravnem položaju glede možnosti uveljavljene pravice do kakršnega koli nadomestila za telesno okvaro. Nadomestila namreč ne dobijo, istočasno pa se invalidnina še naprej izplačuje osebam za isto telesno okvaro, ki so pravico pridobile pred SPIZ-2. Ob uveljavitvi SPIZ-2 je bilo sicer predvideno, da se bo pravica do invalidnine uredila v posebni področni zakonodaji za vse primere, vendar slednja še ni bila sprejeta. To traja že 8 let. Začasno je zato po oceni komisije najbolj nastalo neenakopravno opraviti na način, da se vsem osebam s telesno okvaro, ne glede na razlog njenega nastanka, ponovno omogoči možnost pridobitve pravice do invalidnine, dokler ne bo pravica za novo področno zakonodajo sistemsko rešena. Osnovni cilj predlaganega zakona je torej odpraviti neenakost med zavarovanci s telesno okvaro in tistimi osebami, katerih telesna okvara je nastala izven dela. Ponovno omogočiti dostop do pravice do invalidnine, ki je po 1.1.2013 niso mogli več pridobiti.
Še pomembnejši cilj predloga zakona pa je odpraviti neenakost med zavarovanci, ki imajo telesno okvaro, ki je nastala kot posledica bolezni ali poškodbe izven dela pred 1.1.2013 in tistimi, ki jim je iz enakih razlogov nastala telesna okvara po tem datumu. Med temi osebami namreč ni nobene osebne razlike. Edina razlika je čas nastanka telesne okvare, zato je neenakopravnost med njimi še toliko večja. Posameznikom, ki se v življenju poleg zmanjšane zmožnosti za delo soočajo tudi s povečanimi življenjskimi stroški, bo s tem vsaj deloma olajšano njihovo vsakodnevno preživetje, saj bodo s tem prišli do pravice, ki jim bo predstavljala pomemben dodaten finančni prejemek. S predlogom zakona se z namenom zasledovanja zastavljenih ciljev v 403. in 429. členu SPIZ-2 črta tiste dele določb, ki se nanašajo na pogoj, da lahko posameznik prejme nadomestilo za telesno okvaro le, če je telesna okvara nastala zaradi poškodbe pri delu ali poklicne bolezni. S tem bi se vsem zavarovancem s telesno okvaro, ne glede na vzrok njenega nastanka, omogočilo, da dobijo pravico do izplačila invalidnine. S predlogom zakona se hkrati drugi in tretji odstavek 403. člena SPIZ-2 spreminja tudi tako, da se dodaja varovalko, po kateri bosta navedena odstavka tega člena po sprejetju novega seznama telesnih okvar predvidevala uporabo slednjega, namesto uporabe trenutno veljavnega samoupravnega sporazuma iz leta 1983. Trenutno se navedeno odstavka na samoupravni sporazum izrecno sklicujeta, kar pomeni, da bi ob sprejetju novega seznama telesnih okvar upravičenci pravice do invalidnine še vedno lahko pridobili le na podlagi zastarelega samoupravnega sporazuma. Pri izračunu finančnih posledic smo upoštevali število upravičencev do invalidnine v letu 2012 in v juniju 2020. Povprečni znesek invalidnine za osebe s telesno okvaro, ki je nastala izven dela, in dodatne dejavnike, kot je na primer povečana rast upravičencev do invalidnine v letih 2008 do 2012, izračunati je namreč bilo treba število procentualnih udeležencev do invalidnine po uveljavitvi predlaganih sprememb. Izračun je pokazal, da bodo finančne posledice uveljavitve predlaganih sprememb najverjetneje znašale med 10 in 10,5 milijona evrov na letni ravni. Rezultat se sklada s podatki, da je Zavod 2012 za invalidnine izplačal okoli 35 milijonov evrov, 2019 pa okoli 26 milijonov evrov na letni ravni. Kot že rečeno, je Komisija za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide predlog pobude za sprejem predloga zakona obravnavala na 45. seji, pri čemer je bila seznanjena s stališči pristojnega Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje in Nacionalnega sveta invalidskih organizacij Slovenije. Slednji je predlogu zakona izrekel vso podporo in ga ocenil kot pomemben korak k celostni ureditvi področja telesnih okvar. Medtem ko se Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje ni želel izrecno opredeliti do predlaganih rešitev, je pristojno Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti izreklo nekaj pomislekov. Tako je na primer menilo, da bi se za sprejemom predloga zakona lahko vzpostavile nove neenakosti med osebami in s telesnimi okvarami, saj vse osebe s telesnimi okvarami niso zavarovane iz naslova pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Komisija v zvezi z navedenimi pomisleki ocenila, da je po skoraj 8 letih čakanja na sistemske rešitve v povezavi s telesnimi okvarami in slabo odzivnostjo pristojnih državnih organov čas, da se do sprejema slednjih skuša vsaj malo premakniti z mrtve točke. Zato je menila, da je parcialna ureditev v tem primeru sprejemljiva, hkrati pa pozvala pristojno ministrstvo, da poskrbi, da se odpravi morebitne dodatne neenakosti, na katere opozarja. Še zlasti zato, ker ministrstvo na seji komisije ni znalo opredeliti, koliko je takšnih oseb,
ki bi se jih predvidoma postavilo v neenak položaj. Tudi v zvezi s pripombo ministrstva glede dodatnih obremenitev blagajne, spis oziroma posredno državnega proračuna je bilo v razpravi komisije opozorjeno na to, da je bil del oseb, ki so utrpeli telesno okvaro po 2012 izigran, pri čemer povzročenih krivic država še vedno ni popravila. Predlagane dodatne finančne obremenitve se zato lahko tolmači tudi kot način poplačila neučinkovitosti državnih institucij, predvsem pa bi se v tem konkretnem primeru v ozir moralo vzeti ne samo finančni, ampak tudi socialno-varstveni vidik položaja, v katerem se je znašel del oseb s telesno okvaro. Za invalidske upokojence invalidnina in dodatek za postrežbo glede na relativno nizko invalidske pokojnine namreč predstavljata pomemben tudi socialni korektiv. Po podatkih SPIZ iz decembra 2019 namreč kar 3546 oseb prejema invalidske pokojnine nižje od 300 evrov s povprečno delovno dobo približno 14 let. Po izračunih zavoda bi sicer invalidnina za tiste, ki bi jo lahko po novem pridobili v primeru sprejema zakonske novele, povprečju znašala 52,44 evra. V razpravi komisije je bilo tudi opozorjeno na to, da je Državni svet v 6. mandatu uspel že nekajkrat z zakonodajnimi iniciativami, ki so jim pristojni državni organi sprva nasprotovali, nato pa se je v zakonodajnem postopku izkazalo, da se z njim rešuje konkretne probleme. Posledično so med poslanci državnega zbora prejeli precejšnjo podporo, ne glede na to, da niso predstavljali sistemske rešitve. Komisija je na podlagi vsega navedenega soglasno sprejela odločitev, da Državnemu svetu predlaga v sprejem to zakonodajno iniciativo, ki je danes pred vami. Komisija namreč ocenjuje, da so predstavljene zakonske spremembe nujne, saj velika večina trenutnih uživalcev pravice do invalidnine invalidnino prejema za telesno okvaro, ki je nastala izven dela. Takih uživalcev pravice do invalidnine je okoli 87%, kljub temu, da zadnjih 8 let osebe s telesno okvaro nastalo izven dela, pravice niso mogli pridobiti. S predloženo zakonodajno iniciativo se bo odpravila neenakopravnost med osebami s telesno okvaro in marsikomu omogočila dostojnejše življenje. Zato vas v imenu komisije in pa tudi v svojem imenu naprošam, da predloženo novelo SPIZ-2 podprete. Hvala lepa za vašo pozornost. Zahvaljujem se predstavniku predlagatelja, državnemu svetniku Danijelu Kastelicu. Obenem se vam pa želim opravičiti za to, da ste se znašli v dvorani državnega sveta v pogojih kot v studiu. Samo še obvestilo ostalim svetnicam in svetnikom. Tehnologija, ki jo sedaj uporabljamo, omogoča neposredne prenose naših sej direktno na Facebook in TV Skledar. Zagotovo bo treba urediti zadeve tako, da bomo državnim svetnicam in svetnikom omogočili normalno delovanje, poiskali bomo rešitev. Imamo pa težave s tem, da se v tistem zadnjem delu nahaja tudi priklop na internet, ki ga potrebuje tehnika. Tako da, državni svetnik, jaz vas prosim samo za malček potrpljenja, skupaj z strokovno službo oziroma državnim zborom bomo poiskali tehnično rešitev, da boste lahko svoj prostor zamenjali za takega, kjer se boste lahko čisto normalno udeleževal se in se prav dobro počutil med nami, ne pa kot v filmskem studiu. Prosim, spremite moje opravičilo. Sprašujem predstavnike interesnih skupin, ali želite razpravljati o predlogu novele zakona? Ne. Odpiram razpravo, ali želijo razpravljati državne svetnice in svetniki? Ugotavljam, da ne. Zaključujem razpravo in sprašujem, ali želi predstavnik pobudnice komisije dodatno obrazložitev? Ne. Hvala lepa. Prehajamo na glasovanje. Želi kdo obrazložiti svoj glas?
Prav tako ugotavljam, da ne. In na glasovanje dajem predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, kot ste ga prijeli po elektronski pošti. Glasujemo. Glasovanje je zaključeno. Prisotnih 25 državnih svetnic in svetnikov, za je glasovalo 23 državnih svetnic in svetnikov, proti ni glasoval nihče. Ugotavljam, da je predlagani zakon državni svet sprejel z 23 glasovi za in nobenim glasom proti. S tem smo zaključili 8a točko dnevnega reda.